Izvor babe Anujke je zavit v tančico skrivnosti. Nekateri viri navajajo, da se je rodila leta 1838 v pokrajini Banat v današnji Romuniji, vendar je bilo njeno življenje povezano z jugoslovansko vasjo Vladimirovac v pokrajini Vojvodina v današnji Srbiji. Kot hči bogatega živinorejca naj bi imela prijetno otroštvo in dobro izobrazbo, vendar je v zgodnjih 20 letih postala zagrenjena, potem ko jo je zapeljal avstrijski častnik, ki jo je nazadnje zapustil z zlomljenim srcem in okužbo s sifilisom. Zatočišče je našla v kemiji in postala znana kot lokalna zdravilka in čarovnica, ki se je lahko za pravo ceno znebila kogarkoli. Potem ko se je Ana di Pištonja za nekaj let izolirala od sveta, se je domnevno poročila z zemljiškim gospodom, s katerim je imela 5 otrok. Žal je le eden od njih dosegel odraslost. Njen mož, ki je bil menda veliko starejši od nje, je umrl po 20 letih zakona, ona pa je po njegovi smrti postala znana kot banatska čarovnica. Po moževi smrti je Anujka eno krilo njihove hiše v Vladimirovcu spremenila v kemijski laboratorij, kjer je začela eksperimentirati z različnimi mešanicami. Med prebivalci Banata je kmalu postala znana kot zdravilka in zeliščarka, vendar se je ukvarjala tudi z bolj spornimi eliksirji. Vojakom je pomagala izstopiti iz vojaške službe tako, da jim je dajala strup, da so zboleli, žene pa so se znebile svojih mož s tako imenovano čarobno vodo. Po presenetljivo podrobnem zapisu o jugoslovanski amaterski kemičarki je Anujka, ko ji je povedala o zakonski težavi, svojo stranko vprašala, kako težka je ta težava, kar je pomenilo, kakšna je telesna masa žrtve. Nato bi izračunala odmerek arzena, ki je potreben, da bi problem izginil, ne da bi kdo ugotovil, da je bil zastrupljen. Baba Anujka je čarobno vodo dajala svojim strankam, ki so bile večinoma ženske, in jim naročila, naj jo dajo svojim možem, ki so običajno umrli po približno 8 dneh. Starka naj bi bila odgovorna za smrt okoli 150 ljudi. Vsa ta slava je babi Anujki prinesla veliko denarja, vendar je neizogibno pritegnila več pozornosti na njen smrtonosni posel. Leta 1924 je ena od njenih stalnih strank, Stana Momirov, s čarobno vodico ubila svojega moža Lazarja Ludoškija, in ko je v podobnih okoliščinah umrl tudi stric njenega drugega moža, so oblasti vendarle začele postavljati vprašanja. Decembra leta 1926 je Ana di Pištonja prodala čarobno vodo Simu Momirovu in njegovi ženi Sofiji, ki sta z njeno pomočjo umorila Simovega 70-letnega očeta Nikolo. Njuno dejanje se je v zgodovino nato zapisalo kot del Momirovih procesov, v katerih je bila baba Anujka obtožena sostorilstva pri umoru Lazarja Ludoškega in Nikole Momirova. Čeprav je zanikala, da bi storilcema prodala čarobno vodo, so pri analizi trupel žrtev našli sledi arzena, pričevanja njenih strank pa so priljubljeno zeliščarko poslali v zapor za 15 let. Ob izreku kazni je bila stara 90 let, vendar je nekako preživela še 8 let za rešetkami, preden so jo zaradi visoke starosti izpustili. Baba Anujka je zadnji 2 leti svojega življenja preživela na svojem domu v Vladimirovcu. Umrla je 1. septembra 1938 v starosti 100 let, njen sloves, ene najbolj plodovitih serijskih morilk v zgodovini človeštva, pa je danes pravzaprav že legenda. Zgodbe odkrito.si